Moje prijateljstvo s Svetim Jožefom ni odvedno. Z njim sem se srečala v času, ko sem se pravzaprav uprla proti svojemu imenu. Ampak sem potem videla, da v bistvu imam posebenega zavetnika, da je to Sveti Jožef. Se mi je zdelo zelo zanimivo, da je bil pravzaprav on veliko let s tem otrokom, s tem posebnim otrokom. In sicer v času, ko je bil zelo intimen, ne? V času, ko je rastel, da je bil z njim, ko je začel hoditi, da je bil z njim, ko je, če hočete, ko so mu rasli zobki in tako naprej. In se mi je zdelo to en privilegiran čas in privilegiran prostor. In potem sem ga vzljubila, sprejela. Kmalu sem se pa z njim srečala na še bolj oseben način in sicer z izkušnjo. Ko sem bila po študentskem obdobju, smo iskali s prijateljicami stanovanje in malo smo bile pozne in mi reče ena druga kolegica, mi reče, veš Joži, napiš pismo Svetemu Jožefu. Tako pismo Svetemu Jožefu. In potem je ona povedala svojo izkušnjo, da je iskala sredi Dunaja eno stanovanje s super posebnimi potrebami, tako, ki se je slišalo tako zelo nerealno. Ampak se je v resnici zgodilo. In tisti trenutek smo bile s prijateljicami smo bile na Svetovnem dnevu mladih v Nemčiji. Smo se odločili, da sprejmemo ta izziv, da vsaka napiše, kaj si želi od novega stanovanja. In te želje smo skupaj zbrali na list papirja in ga vložili v pismo. In smo rekli, da ga bomo nesli v naslednjo cerkev, kamor smo imeli namen iti. Pravzaprav je bila naslednja cerkev, cerkev Svetega Jožefa, brez da bi to vedeli. To stanovanje smo potem čez 2 meseca dobile. Vse se je uresničilo, razen tega, da je bilo 1 mesec zamude. Ta izkušnja mi je dala, da mi je poglobila zaupanje in sem se kar navadila na pisanje pisem, tako kar večkrat napišem pismo s kakšnimi detajli, kaj želim. Nanj se obračam pravzaprav za vse potrebe življenjske, konkretne. Hkrati mi je Jožef tudi izziv, ker je živel svoj življenjski misijon v vsej skritosti. Je živel vse, kar se je mu zgodilo, vse, kar je mogel narediti, je pravzaprav prepoznal v svoji delavnici. Tako, ta skritost prostora njegovega, skritost iskanja, kaj ni naredi. V bistvu je ostajal v svojem srcu in naredil ogromne stvari. Da je s to svojo majhnostjo rešil pravzaprav veliko, največ, ne? Da je rešil odrešenika. In to je prepoznal on v svoji delavnici. Evo, s tem v zvezi je Jožef moj zavetnik v zaupanju, je moj prijatelj in je tisti, ki ga imam rada na poti, ki živim s Kristusom, ki mi pomaga. Ena moja zadnja izkušnja pa je bila, ko sem dejansko iskala tudi jaz, hkrati in službo in stanovanje. To sem prosila druge za molitev, napisala sem tudi pismo in so se odpirale možnosti. In na koncu sem mogla v bistvu zbirati med 2 službama in zbirati med 2 stanovanjama. Tako da sem mu hvaležna za njegovo očetovstvo, ki je tako, za njegovo prisotnost ob meni, za mano, ker pravzaprav njegova prisotnost je zelo očitna, ampak hkrati skrita